Benetke morda niso tipična lokacija za predstavitev novega Subaruja, je pa okolica vsaj tako impresivna, kot sta novi Legacy in Outback. Zastavonoša japonske znamke že z obliko kaže, da je povsem nov. Kar lepa zgodovina in odlična prepoznavnost modela Legacy sta verjetno dobri popotnici za prihodnost. Oblika je tokrat manj evropska, vseeno pa precej zadržana in nekako skriva zmogljivo vsebino. Večina Subarujevih kupcev namreč ne želi pretirano izstopati s svojim avtomobilom, ki sicer ponuja odlične vozne lastnosti v vseh vremenskih razmerah. In še vedno so zvesti svojemu izročilu, da so vali v motorju postavljeni leže, eden proti drugemu, in da se moč simetrično prenaša na vsa 4 kolesa. Precejšen napredek se opazi v notranjosti, kjer so uporabili bolj kvalitetne materiale in se bolj potrudili pri oblikovanju. Merilniki imajo drugačno grafiko, bolj kot športnost pa so želeli načrtovalci poudariti udobje. Na voljo je le en paket opreme pri dizelski različici, pa še dodaten paket Sport, tako da je že v osnovi na voljo vse, kar potrebujete. Med drugim je sedaj ročna zavora električna, panoramsko strešno okno pa je pri različici Outback serijsko. Na začetku bo na voljo le kombijevska različica, ki je med kupci bolj priljubljena, prihodnje leto pa morda pripelje še limuzinska. Legacy letos praznuje že 20 let. V 4 generacijah, tale je že 5, so prodali že 3,6 milijona avtomobilov, kar je za majhno japonsko znamko kar lep uspeh. Oba motorja, bencinski in dizelski, sta dvolitrska, pri benzinskem pa si lahko omislite tudi novi brezstopenjski menjalnik Lineartronic. Cena osnovne različice pri nas znaša 33.390 evrov, dizelska je za 2000 evrov dražja, takšna, kot jo vidite, s paketom opreme Sport pa stane še 3400 evrov več. Model Outback, ki je za slabše podlage malce višje od tal, poganjajo poleg dvolitrskega turbodizla še 2,5 in 3,6 litrski bencinski agregat, cene pa se prično pri 41.990 evrih. Skupaj naj bi letos prepričala 40 slovenskih voznikov.